Ja, štima. Tole je Fabia RS. Najmočnejša Fabia, ki ima 180 konjev. Zato me zanima, je to športen avtomobil. Zato sem si zamislil en tak zelo znanstven test. 8 pogojev, katerim ustrezajo vsi športni avtomobili in bom pogledal, če jim Fabia tudi ustreza. Prva zadeva, ki me zanima, je, če je hitra. Sedem sekund do 100. Hitra, ok, to sem ugotovil, da je. Grem gledati, če je prostorna. Ne gre. Ja, prostorna pa ni. Športni avti so opazni, nastopaški, ljudje jih pač opazijo. V tej zeleni barvi, s temi platišči in s to črno streho, jaz mislim, da je opazna, ampak gremo gledati. Ja, opazili vas pa bojo. Gremo pogledati, koliko pa pije Fabia. Manj kot liter na uro. Jaz sem 1 liter popil zdaj v 1 minuti. Športni avtomobili pač veliko popijejo, Fabia pa ne. So pa tudi neudobni in grem gledati, če je neudobna tudi Fabia. V bistvu sploh ne roka, se prav lepo pele. Zdaj, tle že 3 minuse. Športni avtomobili tudi niso pregledni. Kaj pa je RS-ka? Čisto še vidim. Ej, daj mi odmaknem tega medveda, no? Kaj si nesposoben? Ja, nič ne vidim, nesposoben. Zdaj pa je to pa druga zgodba. Ni pregledna, sploh ni pregledna, smo spet na pluskih. Grem pa staviti, da je okretna. Vsi športni avti so okretni. Tega, lapa kak kura. Kam greš? Ne moreš. Okretna, ja. Ste videli, sploh ni mogel videti. Zadnja zadeva me zanima glasna. Saj so vsi športni avti glasni. Pa kdo tle je napisal prostorna? Ni prostorna, vsi športni avti niso prostorni. A? Se dere, ne? Ja, tudi glasna je. 6 od 8. To pomeni, da je Fabia skoraj športni avto. Fino.